to mi deli? A bi bil počas čas, da razložim, kaj počnem. V Črni gori sem me je povabila Mazda. A kjer avto bom peljal, ne bom samo enega, več različnih, med drugim CX-5, CX-3 pa prenovljeno šestico. To se še nisem usedel, te se še posebej veselim. Začel bom s tem avtom, to je CX-5, sledi manjši CX-3, na koncu pa še CX-6. Vidiš tiste možakor v svetlo-modri majici je pa Andrej Leban, on je pa novinar žurnala. Ok, a smo mi ready? Tale zic je tako malo nazaj, kdo tukaj ležal? A veš, zakaj se za volanom ne leži? Če bo kakšna štala, ko v skrajnem primeru lahko pride tudi do podmorniškega efekta. To pa pomeni, da če je crash, da če ti preveč ležiš, lahko zdrsneš. Kaj naprej? Stopalke, pa tukaj pod zic. Kakšne poškodbe nastanejo, ne? Ti reč nam razlagal, pa jim moraš uživati. Evo nas so eni taki luštni kolonci. Prva točka, kjer se moramo ustaviti, je pa sam par 100 metrov stran. Pravzaprav Mazda pravi, da se bomo najprej ustavili na stari letališki pisti. To pa moram reči, da se kar v redu sliši. Mogoče kakšen zanimiv podatek o Črni gori. Tukaj živi 620.000 ljudi na površini, ki je 37-krat manjša od Španije. Aha, evo nas, tukaj smo. O, stari, leto. Predvidevam, da tukaj speed limit ne velja. Poligon, leto, eni stožci so postavljeni. Well, this should be fun. Aha. Zdaj samo šli pa ene hude trike. On the bonnet of the car, on the front of the car, you've got the glass of water. We don't want you to spill any of it. So it's about precision. First, you can see here, you drive the slalom forward, then you get to the garage, then you reverse. Slalom backwards, then you park backwards, then you go forward through the chicanes, the labyrinth. Helikopter. Get down, the chopper's coming! A veš kva, bom jaz kamero obrnil kar naprej. Nima veze, da mene gledate, po mojem bolj zanimiv kozarc gleda. Ok, pa preveč previden tudi ne biti seril, ne? Bod nežen, tako kot z žensko, razen če hoče drugač, pa to izrecno pove. Parkiri, zdaj pa urikrat. Zdaj pa če smo že med vinogradi, ne? A probamo? O, mater sladek. To vam pa je škar šabo vzel. To se pravi, challenge one je za mano. Jaz moram reči, da nisem čisto nič zadovoljen, zato ker sem smotan. Pa še vsem imam drugi najhitrejši cep. O, pajkat. A little spider ain't never hurt nobody. Drugač pa, a opaziš nekaj zdaj, ki je šestka prenovljena? Par lepotnih popravkov ima, pa tudi auspuha sta večja. Drugač pa tiska Mazda malo več spremlja, ve, da to ni prva prenova. Pa še ena stvar, o Mazdi CX-5 ne bom preveč govoril, jaz sem ta avto imel v vlogu pred kratkim, pogledati vlog 591. Je pa res, da sem po uri pa 10 vožnje lociral vsaj že ne 3-4 precej zažagane voznike. Ni kompromisov. Jaz bom šel zdaj tukaj in ti ne boš nič naredil za to, tudi če se moram uriniti, pa te izsiliti. Ta pravil, komota resno, to pravilo je kar pogosto. Aha, gremo levo. Jalej! Zdravo, stari, vse pod kontrolo. Dio, punce. O, kakšen razgled, stari. Kar dobro razgleda, ha? Tukaj da nekaj pojemo, pa gremo pa naprej. Se ne vem, kva bi izpostavil. Meso izpod sača ali pa mariniranega krapa. Zdaj preden se odpeljem, zamenjal bom avto, usedel se bom v šestico. Optično je prišlo do parih sprememb, maska je lahko malo drugačna, žarometi tudi, odbijači so prilagojeni novejšim estetskim standardom. Meni so te velike Mazdine maske ful všeč, pa ne samo na šestici, tudi na CX-5, vidiš, pride vse skupaj jako zlobno, pa zelo zanimiv. Žarometi zdaj serijsko svetijo z LED tehniko, po 20 žarnic na žaromet. Snop se valjda prilagaja glede na hitrost, pa na to, kaj se pripelje nasprot. Glavno, te luči so precej pametne. Je pa tako s šestico, da mogoče prenovo celo bolj čutiš v kabini, ker je običajno za prenove nenavadno se prej na zunaj vidi, ker tale šestica znotri druga zgodba. A kakšna razlika je? Pravijo, da je kabina zdaj dosti tišja, da so izolativni materiali debelejši, da je celo debelina stekel večja, ker to je bila ena od kritik šestice, da je bil avto, predvsem na avtocesti pri višjih hitrostih, preglasen. In ta prenova, ki ga je ta avto doživel, je blago poštimala tudi podvoje, sicer moram poudariti, da se je šestica že prej odlično peljala. Tale cesta, kot da bi po tepihu vozil. Škaj me stala avto malo pritisnil, pa da vidim, kako mi bo odgovoril.
It's very nice. Feeling na bremzi je odličen. Tako lepo progresivno deluje stopalka, pa ne samo to, razmeroma pozen spusti sprednji del. Pa tudi, ko spustiš gas, si videl to? Ritka lahka rata. Fajn. Good job, Mazda. Všeč mi je, da ste naredili avto tiši, pa bolj uglajen, obenem pa niste pozabili na tiste res zabavne stvari v ovinkih. Naprimer, tudi to lahko Ritka, če ti hočeš, malo zapleše. Dobro se pelje avto. Dobro se pelje avto, tudi volan je lepo, neposreden, dosti informacij ti da. Very nice. Man's gotta do what a man's gotta do. Vsaka druga bajta ima tablo pršut, sir, rakija. Oho! Kakšen razgled! Stop, igra! A? Kaj praviš? Zdaj pa, preden se spustim proti morju, poglej to kačo na navigaciji. Stari, poglej to. Evo, jaz sem v hotelu. Po tradiciji sodeč, moja soba ne bo gledala na morje, ker to se skoraj nikoli ne zgodi. Aha! Yes! To mi deli! Ali pa mogoče na hitra demonstracija zoom na P20 Pro. Ni švok za telefon, a? Moraš pa tako nazaj ven, le.